Prešernov trg je za veliko turistov začetna destinacija, kjer začnejo raziskovati, kaj vse ponuja Ljubljana. Od tod se podajo na raziskovanje mestnih ulic, mostov in znamenitosti, ki privabljajo na tisoče obiskovalcev. Ljubljana velja za mesto, ki ga je najlažje raziskovati peš. Med turisti smo preverili, kako se počutijo pri nas. We decided to stay one day in Ljubljana and we are amazed about what we found here. It's a very nice city. We want to return, to stay more, to visit. I bought also a book about Ljubljana to check the tourist points. So that's the reason. Even though it's a capital city, it's a very slow city, and I like it. People look calm. The local people look friendly. They are helpful, and everywhere is so clean. I really love it. Glede na število prenočitev, v Ljubljano največ gostov prihaja iz Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike in Velike Britanije. Vse več pa jih je tudi iz Japonske in Kitajske. Prav japonski turisti imajo po besedah turističnih vodnikov največkrat natančno pripravljen program, ki se ga dosledno držijo. Povprečen obiskovalec v Ljubljani sicer ostane 2 do 3 noči. Dovolj za pomembne oglede. Večina turistov, ki pride prvič v Ljubljano, si seveda ogleda te najpomembnejše znamenitosti, ki so v Ljubljani, od vseh mostov, Tromostovja, Zmajskega mostu, preko tržnice, gre na grad, seveda, mimo stolnice, mestne hiše, proti Staremu trgu, pa proti Novemu trgu, kjer so Križanke, Nuk, do Kongresnega trga in nazaj. Tisti, ki pridejo v Ljubljano drugič, tretjič, seveda iščejo kaj novega, tudi tisti, ki pridejo za 2 dni, 3 dni mogoče in se podajo na raziskovanje kakšnih drugih delov Ljubljane, ki jih v teh prvih nekaj urah, ko spoznavamo mesto, ponavadi ne zaznamo. Ena manj znanih ulic med turisti je Trubarjeva ulica. Le nekaj korakov od Prešernovega trga je in poteka vzporedno z Ljubljanico. Obiskovalce pa privablja številnimi trgovinami, lokali in živahnim utripom. Od tu se sprehod nadaljuje proti osrednji mestni tržnici in Pogačarjevem trgu. Zmajski most je tudi eden najbolj prepoznavnih simbolov Ljubljane. O zmajih kroži več zgodb. Ena zelo znana govori o Jazonu in Argonavtih. Jazon je plul iz Črnega morja v Donavo pa v Savo in je nadaljeval svoje potovanje. Mi smo prepričani, da se ustavi na Ljubljanskem barju, takrat je bilo to še jezero, kjer je bil en velik zmaj. Tega zmaja je seveda premagal Jazon in rešil prebivalce. Poleg bogate zgodovine, znamenitosti in legend pa lahko turisti zaradi obsežnih peš con večino znamenitosti obiščejo brez avtomobila. Tudi ljudem z oviranostmi ter gluhim in naglušnim se trudijo približati. Leta 2022 smo sodelovali z Zavodom brez ovir, ki je pregledal več kot 450 točk interesa za osebe z različnimi vrstami oviranostmi, pripravil neke analize in pa tudi priporočila za njihovo izboljšanje, tako da številni med njimi so neke izboljšave že vpeljali. Na primer, tukaj na Ticu imamo slušno zanko, tako da omogočamo lažje slišanje gluhim in naglušnim. Izposojamo tudi recimo priklope za invalidske vozičke, za osebe z oviranostmi. Na izposoji imamo tudi otroški voziček mogoče za družine, ki pride z majhnimi otroki. V Ljubljani nadaljujejo tudi s preverjanjem kakovosti edinstvenih turističnih doživetij. Obiskali smo eno izmed bolje ocenjenih, ki domuje na Trubarjevi ulici. Tam ustvarja usnjarka Eva Breznikar, katere unikatne izdelke nosijo številne znane osebnosti doma in v tujini. Vrata njenega ateljeja so odprta vsem.
po unikatni izdelek, nasvet ali zgolj prijeten pogovor. Številni turisti pa se radi vračajo tudi na njene delavnice. To pomeni, ne gre, da ti samo prideš, izdeluješ, greš, ampak nudimo res doživetje in turisti so se izredno dobro odzvali na to. Skozi zadnjih 12 let opažam, da si ljudje želijo neke take lokalne izkušnje, ljudje si želijo manjših trgovinic. Malo smo siti mogoče te hitre masovne proizvodnje in spet stremimo k temu, da lahko prideš v neko trgovinico in mogoče s prodajalcem ali lastnikom ali ustvarjalcem tudi samo poklepetaš. Ljubljana tako ne navdušuje le z znamenitostmi, temveč tudi z ljudmi, ki svojim ustvarjanjem mestu dajejo poseben utrip. Pristna lokalna doživetja, prijetni spomini in prijazna beseda so tisto, česar ni mogoče kupiti, a je vredno ponovno doživeti.